Dober večer. Danes v vijoličnih novicah z nami nihče drug kot kapetan vseh kapetanov, prvi Brazilec v Mariboru, Marcos Manjo Morales Tavares. Zdravo, dobro večer. Si probal bil? Ne. Ne, kak je prav? Magno. Magno? Ja. Ni Manjo, Ja. Magno. Magno. Po kom je Magno? Magno zaradi kralja Carlos Magno, Aha. Aleksander Magno in jaz kao bratranec. Mama mi je rekla od kralja? Ja, od kralja. Ja. Pa misliš, da je res? Ne vem. Ne bi rabo fuzbala špilat, ne? Kaj pa ostali, eno imaš po očetu, ali kak imate to Brazilci? Ja, v Braziliji imamo ponavadi dve ime, Marcos Magno in Morales od mama in Tavares od očeta. Tako to gre, super. Današnji datum je nekaj posebnega. Zelo. Dava. Jaz imam, evo, o tebi imam samo eno sliko. Pokazali smo ogromno video. O tebi smo videli vse, nenazadnje tvoja knjiga, če koga zanima, detaljno opisala tvoje življenje in kariero. Eno sliko pa smo vseeno, bomo danes prikazali, ker je to slika, ki se je zgodila kdaj? Kdaj? 29. Na današnji dan? Ja, 2008. 2008. Takrat si v bistvu podpisal za vijoličaste v Poreču, v hotelu Parencijum, je tak? Je, ne? Vedno sem to hotel vprašati, nikoli se to nisem, mislim, pogovarjala smo se že vse to, nisi ti kadil, ne? Ne. Tvoje so veliko stvari. Je pa nekaj res stava, da ti si vedno isti. To ste izgleda vi Brazilci, v osnovni šoli izgledate ful stari, potem pa to držite isto, skozi ste isti. Ne vem zakaj, mogoče sem jedel preveč barbecue pa to. Ne, samo res. Ampak tu imam več lase. Las imaš, to je las, ampak če te gledam tudi v videu z Ronaldinom in to, ti se ne staraš. Tako izgleda, kot da si se bolj star rodil, ampak zdaj si isti skozi, ni tako? Ja, upam, da bo še naprej. To bo super. Se spomniš ti te, v bistvu tudi tekme, ti si prišel dan prej, odigral probno tekmo. Ja, se spomnim. Takratni športni direktor Zlatko Zahovič je že takoj v tebi pač videl talent in v bistvu si na današnji dan pred 14 leti podpisal pogodbo. Se spomniš potem, kak je bilo naprej? Ker to pa se jaz spomnim, kot navijač. Koliko tekem nisi dal gola? Ja, dosti tekmo nisem dal gole in potem sem mislil, ne, jaz sem prišel v Maribor, ker moje delo, da zabijam gole, ne. Bil si prvi Brazilec, ljudje so dosti pričakovali od tebe, mi še nismo imeli Brazilca, samba, goalgetter, vsi velika pričakovanja, tej pa žoga ni šla v gol. Mislim, 7 tekem nisem dal. Na 9. nisi dal. 9. Ja, na 9. tekmi si dal gol. Ko smo igrali s Koprom na Ptuju, ker se je stadion, se spomniš gola? Ja, se spomnim gol Skota, prvi stativ, Rajč je bil zadaj in sem dal moj prvi gol in takrat sem bil zelo vesel in hvala Bogu do danes zabijam gole. Največ. To ni debate. Si pa dolgo čakal na tistega prvega, ne? Ti si bil na vseh pripravah tudi tukaj v Turčiji? Ja. Na vseh? Na vse priprave, 11-ič, ne? Tako? 11 let, ki pridem sem v Turčijo in 14 let sem v klubu, jaz sem zelo vesel, to klub Maribor je del moje življenje. In ti si tudi del življenja Maribora, nedvomno. Povej, Tava, kako je vzdušje zgoraj po sobah? Super, super. Imaš ti še vedno pod nadzorom to, ja? Ja, jaz vse gledam, čekiram in tudi govorim dosti z igralci, z mladi, pridi do mene, kako je zgleda, pa to. To je pomembno. Kdo je najbolj glasen zdaj trenutno tak? Ja, tako vidim Mudrinski, ne? Mudrinski, ne? Ti mu praviš kak? Modri. On je glasen, ne? On je glasen, jaz govorim samo srpsko z njim. Pol slovensko, pol srpsko, kako pričam pa to. On razume, ne? Vi se razumete, vi igrate najzadnje na istih pozicijah. Kak je Mudri kot igralec, kaj bi ti rekel? Zelo dober igralec, ima željo za gol tudi.
kaj je meni, kaj imam rad od njega, je, da vsaki trener on hoče zabiti gol, hoče biti najboljši. In to jaz razumem kot špica, kot napadalec, to je zelo pomembno za napadalec. Nemanja Mitrović je o tebi rekel, da že dolgo igra s tabo, že dolgo je s tabo v klubu, pa te nikoli ni videl, da nisi bil nasmejan. Bil si lahko napaljen, nisi pa nikoli bil žalosten, niti nikoli nisi izgubil volje za, tudi ko ni šlo vse. Jaz mislim, da življenje je lepa, ne? Samo da živimo, mi moramo biti hvaležni in uživamo. In če igramo nogomet, to za mene je najboljše. Jaz imam življenje, družino, vse in igram nogomet. To za mene. Potem jaz se smejem vsak dan, če gre, če ne zmagamo, ni problema, vem, da bo prišel naslednjo tekmo in takrat bomo pokazali. In tu upam, da lahko pomaga soigralce na tak način. Predvsem mladim. Predvsem mladim. Ker ogromno je glava, torej po tvojem. Ja. Glava dela svoje, kaj mi rečemo, ne. Če imamo pozitivno razmišljanje... Mi Štajerci, ne? Ja, rečemo. mi Štajerci. Če imamo dobre mišljenje, lahko naredimo dosti v kariero in v življenju. Tekma danes, ogledal si jo, Ja. kaj bi na kratko povedal, v njej si zadovoljen? Sem zadovoljen, 2-2 na koncu, ampak karakter, odnos od igralcev, kako mi pridemo na igrišče, kako mi držimo duel, kako mi se borimo za tekmo. In to je ekipa. Takrat, ko cela ekipa se bori, se pofajta na igrišče, potem bo vse ok naprej. Levski, ker dober nasprotnik, ne? Kar dober nasprotnik, tudi smo se pogovarjali z par ljudi z Levski, smo se spomnili, kako smo mi igrali, ne vem koliko let nazaj, 0-0 doma, tam 1-1, jaz sem zabil gol. Ja, tudi to je zelo dobro, močni nasprotnik. In če mi želimo biti na visokem nivoju, to danes je bilo prava tekma za nas. Poglejmo si prispevek za današnje tekme. Tekma je bila zelo zahtevna, nasprotnik zelo agresiven,
ogromno šprinta noter, ogromno bi rekel, smo mogli delati obrambne naloge, ampak na koncu, če podlečemo črto in za to tekmo in tudi za vse, kar se dogajalo na pripravah, mislim, da je bilo zelo dobro. Lahko smo zadovoljni z videnim, fizično je bilo zelo naporno, ampak pač to je normalno za ta del priprav. Jaz mislim, da če povzamemo, gremo lahko veseli domov. Kot ekipa smo se povezali, jaz mislim, da pač ekipo naredijo tudi pozitivni rezultati in se mi zdi, da to smo zdaj dosegali. Sava, verjetno spremljaš našo oddajo Uganji kdo rubriko. Ti praktično razumeš vse štajersko, ne? Ja. Malo ti slovenščina dela še težave ker res ni lahki jezik. Tvoji otroci pa so pravi štajerci. Pravi štajerci. Meni je vedno smešno, ko govorim s tvojim sinom, enim drugim malim in to je. Štajerski so. Pravi, ne? Dobro. Tako prav. Prav. Te pa poglejma posnetek, če boš ugotovil, za katerega tvojega soigralca gre. Ostani na nogah, tak, ja, glej, kaj gre, ha? Te pa si rekel, da je mali. A nisi ti rekel? Samo glej, toti so taki. To da mu ne, zraven priješ malemu, pa da je bog, glej. To so vsi isti, Messi, Maradona, to se tu pa nemamo, vzame žoge, no pa glej pa kako žogo me dal na taleru me da žogo, pa šut ima dober, pa kaj si ti, no vse ima, koliko te star toti čuješ? 100. še bo nekaj, jaz ti povem, Joža, zapomni si, 100. še bo nekaj, bravo, ali! Kaj bi rekel, zdaj bil opis, verjetno si razumel, tudi neke karakteristike telesne. Mali, ne, mi imamo, ne vem, 2 mala, ne, ali smo imeli 2 mala, ene v Ukrajini, ne. Vanca že šel, ne? Rude šel. Drugi je zabil lepi gol danes, ne. Res je. Ne, Repes, Repi, kapetan pozna svoje soigralce vsaka čast. Za tebe eno darilo. Zelo lepo. To je made in Turkaj, tako da, zdaj malo se lahko tudi popraviš, če si nisi podoben, ampak vse veš, važno je, da imaš spomin. In mi pa v naslednji rubriki poglejmo, kakšno vreme nas čaka pred zadnji dan priprav. Dobrodošli v današnji vremenski redakciji. Jutri so napovedane padavine, ampak zaradi toplih razmer ne bo snega. Hvala Eneju Klamferu, nismo vedeli, da ima tudi umetniško žilico. Tava, rekel si, to so moje zadnje zimske priprave. Kot igralec. Kot igralec, seveda. To je jasno. Mislim, mi te ne damo iz tega kluba. Nikoli nismo te dali, ko so bile ponudbe, za tebe niti te zdaj ne bomo dali. In ti v bistvu pelješ svoje soigralce kam? Kam? Imamo jutri našo večerjo, ne. Jaz kot kapetan mislim, da zdaj je čas, da častim svoje igralce na večer skupaj, da uživamo in tudi, kot da en del moje življenja, zdaj, ko bom končal kariero, gre stran in sem hvaležen, da lahko vse te 14 let skupaj igram v Maribor in da lahko biti kapetan v taki klubi, taki ekipi pomalo. No, pokal bo že dvignil. Ja, pokal bo itak. To sem že rekel. Moram končati kar s pokalom, to drugače ne gre. Hvala kapetanu Maribora, hvala, da nas gledate. Vidimo se zopet jutri, ko bo na sporedu zadnja oddaja.